Imamo novo in pretresljivo poročilo o tem, kaj se je zgodilo na križarki družbe Carnival, kjer naj bi 18-letno dekle domnevno ubil njen brat po mačehi. Oče Anne Kepner naj bi zdaj razkril šokantne nove informacije o tem, kaj je videl na dan, ko so našli truplo njegove hčerke. Kepnerjev 16-letni brat po mačehi bi lahko zaradi domnevnega dejanja preživel desetletja v zaporu. Bil je edini, ki so ga videli vstopiti v sobo z Ano, domnevno tisto noč, ko je umrla. Kakšna bi lahko bila njegova obramba, medtem ko čaka na sojenje, in to počne na prostosti? Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Moje ime je Chris Stewart. Hej fantje, na hitro vam želim povedati o tej aplikaciji Upside, ki vam vrača denar pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Vse, kar morate storiti, je, da brezplačno prenesete aplikacijo Upside, izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, nato pa plačate kot običajno svojo kartico. Nakup potrdite in nato dobite denar nazaj. Uporabljam jo za gorivo, uporabljam jo za hrano za seboj. Najprej poiščem ponudbe. Potem, ko porabim denar, se ta pojavi v moji aplikaciji in ga preprosto prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo $254 nazaj na leto. Torej, da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem tankanju goriva. Razen če tega niste doživeli, nihče ne more zares razumeti bolečine družine v žalovanju, ki mora sedeti v sodni dvorani in poslušati vse grozljive podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo njihovemu ljubljenemu. To je kaj, česar oče Anne Kepner pravi, da ne bo storil, če in ko bo njegov 16-letni pastorek Timothy Hudson šel na sojenje. Trenutno naj bi Hudson stal pred sodiščem 1. junija zaradi obtožb, da je ubil Anno Kepner in jo spolno napadel na križarki Carnival novembra. Najstnika sodijo kot odraslega na zvezdnem sodišču. To je posnetek Hudsona, ko je februarja vstopil na zvezdno sodišče v Miamiju, ko je bil še vedno obravnavan kot mladoletnik v pravnem sistemu. Ob sebi je imel odvetnika. Ta posnetek je z televizije WTVJ in čeprav se sooča z grozljivimi obtožbami, mu je še vedno dovoljeno živeti s člani družine, namesto da bi bil pred sojenjem pridržan v zaporu. Zdaj bomo razložili, zakaj Christopher Kepner, Annin oče, pravi, da ne bo šel na to sojenje, in to v kratkem. In govorili bomo tudi o nekom drugem, za katerega pravi, da ne bo v sodni dvorani in kaj bi to lahko pomenilo za obrambo v tem primeru. Ampak najprej želim povedati, kako smo prišli do te točke. Do zdaj verjetno že poznate Anno Kepner in kaj naj bi se je zgodilo. Ta maturantka iz srednje šole iz Titusvilla na Floridi, približno 3 ure severno od Miamija, novembra se je Kepnerjeva pridružila svoji družini na križarjenju. Njeni stari starši so za ABC News povedali, da je bilo to potovanje praznovanje sestavljene družine. Imate Anninega očeta, Christopherja Kepnerja, ki se je poročil z žensko po imenu Chantel Hudson. In ona je mama Timothyja Hudsona. Zdaj je Christopher Kepner imel nekaj močnih besed za svojega pastorka, o katerih bomo govorili v kratkem. Družina je bila na krovu te ladje za križarjenje Carnival, imenuje se Horizon in to je bilo križarjenje, ki naj bi trajalo približno en teden. Obiskali so nekaj krajev na Karibih. Toda noč pred koncem križarjenja so Annini stari starši povedali za ABC News, da je rekla, da se ne počuti dobro, zato se je odločila, da se bo zgodaj vrnila v svojo kabino. Naslednje jutro, ko so se družinski člani zbudili in Ann ni bilo nikjer, so po zvočniku slišali obvestilo o medicinski nujnosti. In takrat so člani posadke našli 18-letno Anno Kepner mrtvo v njeni kabini. Domnevno je bila potisnjena pod posteljo in prekrita z rešilnimi jopiči. To je posnetek, ki ga je posnel Sheldon Fox, novinar WSVN v Miamiju, in prikazuje, kako so Kepnerjevo truplo odnesli z ladje, ko je prispela nazaj v Miami. Obdukcija je pokazala, da je Anna Kepner umrla zaradi tako imenovane mehanske zadušitve. Nekdo jo je zadušil z davljenjem in jo ubil. Edina, druga oseba, ki je bila domnevno tisto noč v sobi z Anno, je bil njen brat po mačehi, Timothy Hudson. Zdaj naj bi Annini starši dovolili, da si delita kabino in to je bilo predmet spora. Po navedbah ločenega postopka za skrbništvo, ki poteka in vključuje Annino mačeho, ki je Timothyjeva biološka mama, je Chantel Hudson povedala, da Timothyju ni dala zdravil za nespečnost in ADHD tisto noč, ko je Anna umrla. Zdaj ne vemo, ali bo kaj od tega vplivalo na Timothyjevo obrambo. Annini stari starši so za ABC povedali, da Timothy trdi, da se ne spomni ničesar, kar se je zgodilo. Citiram, po njegovih besedah pravi, da
se ne spomni, kaj se je zgodilo. Vprašati se je treba, kako močna obramba bi to sploh lahko bila, glede na to, kar vemo o obtožbah v tem primeru. Družinska dinamika bo igrala veliko vlogo pri tem, kako se bo to odvijalo na zveznem sodišču. In ne samo, da Christopher Kepner ne bo prisoten na sojenju, za Daily Mail je povedal, da tudi njegova žena, Chantel Hudson, ne bo tam. Ona je biološka mama Timotheja Hudsona, zdaj je njen sin obtožen umora prve stopnje in hujšega spolnega napada. Možno je, da bosta Anina mačeha in Anin oče poklicana kot priči. Christopher J. za Daily Mail povedal, da je videl truplo svoje hčerke v kabini, kjer naj bi jo našli člani posadke. Bil je eden prvih, ki jo je videl. In spet, domnevno je bila zadavljena do smrti in nato potisnjena pod posteljo, prekrita z rešilnimi jopiči. Rekel je, citiram, preveril sem ji puls, potegnil sem jo izpod postelje. Vedel sem, da je moja hči mrtva, dolgo prednji je tja prišel mrliški oglednik. Nadaljeval je, citiram, slišal sem vse dokaze, sam sem jih videl, imajo vse, kar potrebujejo. Preveč boleče bo vse to še enkrat podoživljati. Daily Mail poroča, da je v noči, ko je bila Ana ubita, v sobi z njo bival tudi njen polbrat in Anin mačehin sin, Timothy Hudson. Toda ta polbrat je šel spat, ne da bi vedel, da je Anino truplo še vedno v kabini. Naslednje jutro naj bi se celo udeležil družinskega zajtrka. Daily Mail poroča, da je bil tam tudi Timothy Hudson in zdi se, kot da se ni nič zgodilo. In ko se Ana zjutraj ni pojavila na zajtrku, so jo ljudje začeli iskati in takrat so naredili to grozno odkritje. Zdaj, govoriš o Timothejevi obrambi in on trdi, da nima pojma, kaj se je zgodilo. Vsaj tako slišimo prek starih staršev v njihovem intervjuju za ABC News, pa tudi iz tega, kar je Christopher Kepner govoril v intervjujih. V enem prejšnjih je imel Christopher Kepner zelo ostre besede za svojega pastorka. Prejšnji mesec je za Daily Mail povedal, citiram, hočem ga videti v oranžnem kombinezonu. Ena od spornih točk pred sojenjem je bila, da Timothy živi pri svojem stricu in nosi GPS sledilno napravo, vendar mu ni treba biti v zaporu, čeprav je obtožen umora in hujšega spolnega napada na svojo sestro po očimu. Pogoji, da živi pri svojem stricu, so veljali, ko so mu sodili kot mladoletniku, vendar so se stvari zdaj spremenile, ker ga pravni sistem zdaj obravnava kot odraslega. Tožilci pravijo, da želijo, da je v priporu pred sojenjem. V predlogu so zapisali, citiram, da je nevaren za druge in da bi moral biti v priporu pred sojenjem. In nadaljujejo, da ni nobenega zagotovila. Nobeno sodišče ne more zagotoviti, da bi kakršnikoli pogoji ali kombinacija pogojev zadostovali, da bi preprečili, da bi bil obtoženec nevaren za druge. Christopher Kepner je za Daily Mail povedal, da se mu Timotej ni opravičil za to, kar se je zgodilo z njegovo hčerko. In tudi pravi, da se on in njegova žena s Timotejem nista pogovarjala od decembra, ko je šel živet k svojemu stricu. Tako je Timothy Hudson brez stika s svojo materjo Chantel Hudson. Krištof je povedal, da je Timotej nevaren in da bi moral biti v priporu. Torej, tukaj je, kar vemo o dokazih, ki bi lahko tega najstnika poslali v zvezni zapor za desetletja. 10. marca je zvezna vlada vložila obtožnico proti Timotheju Hudsonu. Obtožnica je bila pravkar razpečatena in kaže, da je najstnik obtožen umora prve stopnje ter hujše spolne zlorabe. In v njej je zapisano, da je Hudson, citiram, zavestno in nezakonito storil in poskušal storiti umor. To pomeni namerno, premišljeno, zlonamerno in načrtovano uboj AK z vnaprejšnjim naklepom. Kar pomeni, da naj bi to načrtoval in da to po mnenju tožilcev ni šlo za hipno dejanje. Druga točka obtožnice pa je hujša spolna zloraba. Obtožnica navaja, da je Hudson, citiram, zavestno prisilil AK, da sodeluje v spolnem dejanju in to storil z uporabo sile proti AK. Odločitev, da ga obtožijo kot odraslega in mu sodijo kot odraslemu, je postala uradna 10. aprila. In številni dokumenti povezani s tem primerom so bili razpečateni, kar nam daje vpogled v to, s čim tožilci razpolagajo pred začetkom sojenja. In ugotavljamo, da ima vlada dokaze, glede na vlogo o razkritju dokazov, ki je bila prav tako razpečatena, ki kažejo, da so zvezni tožilci predali dokaze obrambi. Obdukcija, fotografije, rentgenski posnetki, celotno poročilo izvedenca sodne medicine z zapiski in izpis podatkov iz nekega mobilnega telefona. In verjame se, da gre za mobilni telefon Aninega očeta Christopherja Kepnerja. Priloženi so bili tudi 4 posnetki iz telesnih kamer šerifovega urada Miami-Dade, ki bodo uporabljeni, ter časovnice FBI, ki jih je pripravil posebni agent, dodeljen temu primeru. Oblasti naj bi uporabile tudi tehnologijo 3D rekonstrukcije kraja zločina, da bi prikazale, kako naj bi bilo Kepnerjevo telo najdeno v tisti kabini. Timothy Hudson naj bi se sojenje začelo 1. junija.
Zdaj se nam pridružuje nekdanji državni tožilec okrožja Palm Beach, Dave Ehrenberg, da bi govoril o tem primeru. Vedno je odlično, da ste tukaj na Law and Crime. Moje ime je Chris Stewart. Vem, da lahko pride do predloga za preložitev sojenja, ampak če pogledamo koledar, kaj bo določilo, ali bo to dejansko datum, ko bo Timothy Hudson šel na sojenje? No, odvisno je, ali je zahteval hitro sojenje in trenutno se ni odpovedal svoji pravici do hitrega sojenja. Tako bi lahko vztrajali, da pospešijo postopek in zahtevajo, da tožilci začnejo sojenje 1. junija. Ampak sumim, da bo na neki točki prišlo do zamude. Take stvari se pogosto zgodijo. Veš, imaš ta 2-3 tedenska obdobja za sojenje, ki so določena, in junij je začetek tega obdobja. Mislim, da gre tukaj za 2-tedensko obdobje sojenja. Ampak ne poznam tako odmevnega primera, kot je ta. Treba je videti, kakšna bo porota, vse moraš imeti pripravljeno. Vidim, da bi se to lahko nekoliko zamaknilo. Christopher Kepner, ki je oče Anne Kepner, si ne morem predstavljati, skozi kaj gre starš. Mislim, to so bili ljudje, ki so šli na križarjenje in potem, veste, živeli zasebna življenja. In zdaj vsi govorijo o vaši hčerki, ki je bila na tem križarjenju umorjena. Pravi, da ne bo šel na sojenje. Podpora družine. Veste, ali to običajno kakorkoli vpliva na to, kako bi se sojenje lahko odvijalo? Kar se tiče dejstva, da bo oče vpleten, torej biološki oče. Ja, da ne bo. Pravi, da ne bo šel na sojenje, da ne bo v prostoru. Tudi biološka mama Timothyja Hudsona, kar je zanimiva družinska dinamika tukaj, Chantel Hudson, mačeha Anne Kepner, pravi, da oba pravita, da ne bosta šla na sojenje. Imam občutek, da sta videla dokaze, tožilci imajo dovolj. Ampak kot tožilec, ali moraš imeti družino v sodni dvorani? Ali je to nekaj, kar bi lahko kakorkoli vplivalo na poroto, če pride do te točke? Dokazi so tukaj tako močni, mislim, da ni treba, da je družina tam. Morda je to koristno, če so dokazi šibkejši, potem lahko igraš na čustva porote. Ampak v resnici tožilci ne bojo vložili tega primera, razen če verjamejo, da lahko dosežejo obsodilno sodbo brez razumnega dvoma. To je veliko breme, ampak to je breme, ki ga lahko dosežejo. Tukaj imajo veliko dokazov, obramba pa nima veliko, razen da trdi, da je on izgubil zavest. To pomeni, da nima naklepa, nima namena, vendar je lahko še vedno obsojen za zelo huda kazniva dejanja, tudi če ni nameraval nikogar ubiti. Tako da mislim, da gre ta zadeva v smer pravice in po mojem mnenju proti obsodilni sodbi. In mislim, da ni pomembno, ali je družina fizično v sodni dvorani ali ne. Christopher Kepner je prav tako povedal za Daily Mail, govorijo o tem, veste, in spet, to je težko. Vsakemu staršu, ki bi moral iti skozi kaj takega, res sočustvujem. Veste, najde svojo hčerko in ta je mrtva. Pravi, da jo je potegnil izpod postelje, vedel je, da je mrtva, še preden so reševalci uspeli priti. Je to tip priče, ki bi si jo želeli kot tožilec? Kot pravi, da noče iti na sojenje, ampak kako verjetno je, da se bo znašel na prečišču? Pomisliti moram tudi na družinsko dinamiko, ki je tukaj prisotna in koliko lahko to vpliva na zgodbo, ki jo bodo tožilci predstavili. Mislim, da je pomembna priča. On je tisti, ki je našel truplo. Zato ga bodo prisilili k pričanju. Zdaj pa tukaj je stvar. Dejstvo, da bo pričal, pomeni tudi, da velja določeno pravilo, kar pomeni, da ne sme biti v sodni dvorani med sojenjem in poslušati drugih prič, ker bi to lahko vplivalo na njegovo lastno pričanje. Torej, dejstvo, da je on ključna priča v primeru, pomeni, da to ni vprašanje, ali bi moral biti tam zaradi sočutja. Vprašanje je, ali mu je sploh dovoljeno biti v sodni dvorani med tem, ko pričajo drugi. In zato gre za ravnotežje, ker če bi želel biti tam, veste, on je tudi sam neposredno prizadet. Je družinski član žrtve, hkrati pa je tudi ključna priča. A zdaj je manj zapleteno, ker ne želi biti tam in poslušati drugih pričanj. Mislim, da nikogar ne obsojam. Vsak žaluje na svoj način. In za družinskega člana mora biti zelo težko, da mora vse to znova gledati, da mora še enkrat skozi travmo in vse to ponovno doživeti. Zato spoštujem njegove želje tukaj.
Kar se tiče obrambe, in vem, da sva o tem že govorila, uradno pa še vedno ne vemo, kakšna bo obramba Timothija Hudsona. Vemo pa, da so stari starši govorili za ABC News in povedali, da pravi, da se ne spomni, da je imel izpad spomina, je povedal Christopher Kepner, ki je oče Ann Kepner. Prav tako je povedal nekaj podobnega za Daily Mail. To se zdi zgodba, ki jo je Timothy Hudson pripovedoval temu 16-letniku, potem ko so Anno Kepner našli mrtvo. Zakaj to ni obramba? Običajno je to, da sem pomežiknil in se je zgodilo, pa nimam pojma, kako se je zgodilo. Zakaj se zdi, da je to nekaj, kar je zelo težko doseči, če bi bilo to uspešno? Ja, res je, ampak poskušajo doseči, da bi odstranili enega od elementov umora prve stopnje. In če jim uspe odstraniti ta mens rea, ta namerni element, potem ne bi bil spoznan za krivega umora prve stopnje, najhujšega zločina, ki lahko vodi v dosmrtni zapor. Rekel bo, da ni imel nadzora nad svojimi dejanji. Manjkala mu je posebna namera. Prav. In to bi lahko pomenilo, da bi bil spoznan za nedolžnega. Pokazati ti moraš vnaprejšnje načrtovanje. Dokazati moraš tako imenovano zlonamerni naklep, da bi bil obsojen za to. Zato poskušajo uporabiti to zgodbo o impulzu ali izgubi zavesti, da bi to zmanjšali na umor druge stopnje ali uboja, kar je še manj. Mislim, da je to verjetno pametno, ker so dokazi tako močni, da je ubil Ano, da bi bilo, po mojem mnenju, nespametno trditi, da ni. Nek drug skrivnostni. Pravi morilec je tisti, ki je to storil. Zato ravnajo pametno in poskušajo doseči obsodbo za milejše kaznivo dejanje. Če bi obramba lahko nastopila, morda, če se odločijo za to obrambo in ga lahko predstavijo poroti kot osebo, ki vzbuja sočutje, to je le 16-letni fant, izgubil je zavest. Ni imel pojma, kaj se je zgodilo. Kot tožilec, kako se temu zoperstaviš? No, lahko računate na to, da se bo obramba oprla na dejstvo, da je bil takrat mladoleten. Rekli bojo, da je ta ubogi, veste, takrat 16-letnik, vi ga sodite kot odraslega. To je pretiravanje strani vlade. In oblekli ga bodo v pulover, kot ga je imel Menendezov brat, ali pa v prevelika očala, kot jih je nosil Nicholas Cruz, da bi ga poskušali infantilizirati. Mislim, da se bo to zagotovo zgodilo. Kot tožilec se osredotočiš na dokaze in na dejstvo, da je bila žrtev sama mlado dekle, ki nikoli ne bi smela izgubiti življenja na tak način. In kako to ni le situacija, ker je imel izpad spomina, ampak da gre za vnaprejšnji načrt. Kaže se nekaj načrtovanja. Kaže se tudi poskus izogibanja odgovornosti, izogibanja aretaciji s poskusom skrivanja trupla in z lažmi. Želite pokazati, da se je prej neprimerno vedel do Ane. Spomnite se, Ana ima bivšega fanta, ki je rekel, da ja, tisti tip, brat po očimu ali mačehi, je takrat osvajal Ano. In to so stvari, ki lahko vplivajo na poroto. In drugi del tega, prav tako, in želim biti previden, kako to povem, vendar je to ena od obtožb, s katerimi se sooča, če bi želeli zagovarjati samo obrambo ali kaj podobnega, kar bi obramba želela uporabiti. Ne vem, če imajo to, ampak če bi imeli dejstvo, da se sooča z obtožbo in naj bi obstajali dokazi, ki dokazujejo, da je bila spolno zlorabljena. Kako to vpliva na to, kako bi obramba lahko poskušala, veste, če bi želeli zagovarjati samo obrambo, se preprosto ne zdi, da bi lahko bili uspešni s tem argumentom, če imate tudi to. To je zelo pomembno, ker je tudi temelj za obtožbo umora med kaznivim dejanjem. Spomnite se, obstajajo različni načini, kako ga lahko obsodijo za umor tukaj. In če se umor zgodi med izvajanjem drugega resnega kaznivega dejanja, kot je hujša spolna zloraba, potem je odgovoren za oba. Zato je to tako pomembno. Ni pomembno samo zato, da dokažemo, da je storil spolno zlorabo in ga zato tudi kazensko odgovarjamo, ampak je pomembno tudi za primer umora, tudi če dokažemo, da ni imel namena, da bi jo ubil. Še vedno je lahko spoznan za krivega umora. Poleg tega, že samo s prikazovanjem dejstev, da naj bi jo spolno napadel, vsa tista dobra volja, ki jo bo obramba skušala ustvariti. Zaradi dejstva, da je ta mladenič, ta fant, ki je imel zdravstvene težave in je izgubil zavest, to ne bo vplivalo na poroto, ki verjame, da je storil hujšo spolno zlorabo nad ubogo Ano. Kaj menite o dejstvu, da je trenutno na prostosti? Vem, da ima GPS nadzor, je pri svojem stricu doma. Očitno je vse naredil popolnoma po pravilih. To je bil načrt, takšen je bil dogovor, ko so mu sodili kot mladoletniku.
Ampak zdaj, ko se s temi obtožbami sooča kot odrasel, mislim, da se veliko ljudi sprašuje, kako to, da trenutno ni v priporu pred sojenjem. Ja, vedno obstaja določena naklonjenost do izpusta pred sojenjem. Takšen je zvezni sistem. Podoben je tudi državni sistem. In ko si mladoleten, so pri tem do tebe bolj prizanesljivi. Razumem, zakaj bi ljudje želeli, da je za zapahi. Navsezadnje je obtožen najhujših zločinov. Večina ljudi, ki so obtoženi umora prve stopnje, pred sojenjem ni izpuščena. Vendar je to nenavadna okoliščina, ker je bil takrat star 16 let. In prav tako mu je bila pred sojenjem za več mesecev odobrena izpustitev na prostost ob plačilu varščine. In ne pozabite, imel je GPS nadzor na domu svojega strica brez ene same kršitve. Zato me to ne skrbi preveč. Ne, mislim, da obstaja nevarnost, da bi pobegnil. Ne mislim, da je nevaren za skupnost. Mislim, da bi moral odgovarjati za svoje dejanje. A hkrati zaradi tega, ker je bil izpuščen pred sojenjem, ne bom izgubljal spanca. In če se vrnemo k njegovi obrambi, in če bo obramba temeljila na tem, da se ne spomni, kaj se je zgodilo, da je izgubil zavest, na strani tožilstva, ker vem, da je njegova mama v civilni tožbi, ki je potekala, v primeru skrbništva povedala, da ima ADHD in nespečnost. Nisem zdravnik, ne vem, kako to vpliva. Če bi to lahko vplivalo na to, da bi nekdo imel izpad spomina in ne vedel, kaj se je zgodilo, če bi domnevno nekoga ubil. Ampak kako vi kot tožilec, ali pa mogoče še bolj z vidika obrambe, ali mora biti postavljena diagnoza ali kaj podobnega, da bi to sploh imelo kakršnokoli podlago, razen če nekdo samo reče, veste, preprosto se ne spomnim, kaj se je zgodilo. To bojo strokovna pričanja, to bo boj strokovnjakov, kar lahko včasih povzroči razumno dvom, ker če porota pomisli, ta strokovnjak pravi to, drugi strokovnjak pravi nekaj drugega, kako naj bom prepričan? Torej potrebujete potrditev. Potrebujete dovolj dokazov, da porota pomisli, ja, eden od teh zdravnikov je verodostojen, drugi je šarlatan. To je tisto, na kar upate kot tožilec. Zanimivo je, da je izvedenec sodne medicine povedal, da je umrla, ker so jo spravili v davilski prijem. V davilski prijem. Torej, ko reče, da sem imel izpad spomina, se ne spomnim, no, kaže na določen namen, ko nekoga tako zadušiš. Zdaj bo obramba odgovorila. Pripeljali bodo svoje strokovnjake, ki bodo rekli, da je šlo za spopad, ki je šel predaleč, ne pa za namerno usmrtitev. In zato se bo to vedno razvilo v boj strokovnjakov. Mimogrede, ko sem slišal razlago o njegovi nespečnosti kot posledici, me to spomni na primere, ko se kakšna slavna oseba znajde v težavah in naredi kaj neumnega. Vedno kot izgovor navedajo dehidracijo in pomanjkanje spanja ali kaj podobnega. V redu. Veš, mislim, da je javnost kar dobro seznanjena s temi izgovori in ne verjamem, da jih bodo sprejeli. Ja, bo zanimivo. Mislim, ko pride do te točke na strokovni ravni, in to je popolnoma drugačen primer, ampak spomnim se, pri Karen Reed je bilo tisto vprašanje, ali je to strokovnjak za pasje ugrize. Kot, ali je to nekdo, ki bi mu sploh morali dovoliti pričati? Kako lahko to vpliva na časovni potek vsega tega? Če obramba pripelje te strokovnjake, potem imaš tožilce, ki pravijo, jaz preprosto mislim, da ta oseba ne bi smela govoriti pred poroto. Ja, strokovnjak mora dobiti dovoljenje za pričanje. Ne morejo kar pripeljati nekega šarlatana s ceste. Imeti moraš nekoga z ustreznimi referencami, za katerega bo sodnik rekel, v redu, lahko pričate. Ampak potem lahko tožilstvo išče luknje in reče, vi vedno pričate v korist obrambe, kaj ne? 100 primerov vsi v korist obrambe. In vedno rečete isto stvar. To lahko diskreditira izvedenca, ker potem zveni kot plačani izvedenec, ne pa kot objektivna medicinska avtoriteta. Ja, in bomo videli, kaj sledi. 1. junija je trenutno na koledarju. Ni jasno, ali bomo tisti dan govorili o sojenju, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Law and Crime. Moje ime je Chris Stewart. Hvala, Chris. To bo vse za oddajo Na primeru, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako pretakamo na Peacocku. Moje ime je Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.